Dobrodošli v Showcastu. Z vami sem Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima naslov Bolj šokanten od vsebine. Danes je v moji družbi prava gorenjska gavnarka, voditeljica, ustvarjalka, taka nemirna duša, ljubiteljica živali in motoristka, pa verjetno bi še lahko naštevala. Z mano je Tara Zupančič. A sem te v redu predstavila? Ja, zelo. Gorenjska gavnarka mi je bila všeč. A veš, da ni una najprej manekenka. Tako da to res. To sem v bistvu izpustila. Super! Zdaj, moj najljubši del je, ko goste vprašam, kaj so mi prinesli pokazati. Ja, težka je bila, ampak seveda se je zumenila motorizem, ne? Evo, to je ključ od mojega Gucija. Seveda navešen s franžicami in peresci in vilinskimi simboli, tale za varnost in zaščito. Mislim, da to na motorju kar prav pride. Ne? In ja, to je pač... Odkje je ta ljubezen do motorjev? Kdaj se je rodila? Po mojem že od otroštva, zato pri nas doma, seveda gorenjski gavnarji, ne? Pač so imeli fanti okoli mene APN-e pa tako, ne? Pa moj dedi tudi imel, ampak seveda mi niso dovolili, da bi karkoli probala, ker to je bilo tako, punca pa res ne bo, ne? Pa mami, moja je bila kar tako, mislim, je še vedno navdušena. So me vozili tudi na te dirke na Grobnik, tako da se spomnim, ne, da nekako takrat se je to po mojem tako začel tleti in pa to ostane, ne. Pa nekako, ko si dosti star, pa malo bolj pameten, greš recimo narediti izpit. Kdaj si naredila izpit? 4 leta nazaj. Pa greš s takim strahospoštovanjem na motor? Ja, vedno. To pa vedno. Tako, po mojem, da kad to zgubiš, ne, ta strah mal, ni dobro, da se usedeš. Po mojem, no. Tako. Zelo pa podoben, mislim, taki usporednice lahko vlečen z konji, recimo. Ker sem kot otrok, ko sem odraščala na ranču, smo pač konje jahali in to je res zelo podoben občutek, ne, ker tudi do konja moraš imeti res skozi ta respekt, ker to je moča, ne, pod tabo. In Bog ne daj biti freh, jaz pravim, ne, kapoj. Pa kdaj pride kakšen dan, ko rečeš, ok, danes pa res nisem v redu za na motoru? Ja, pride, ja. Ja, res pride. Z mačkom Bog ne daj na motor. Recimo, no! Ali pa pač, ja, če nisi čez zihar. Tako da, ja, rajš pol spustim. Ok. Ja. Drugi predmet? Drugi je Dreamcatcher. Seveda. Tale je eden izmed mnogih, ki mi doma visijo, a ne? Simbolizira pa ta nek odnos do narave, pa do neke, v bistvu, ja, do narave, ki nam, saj meni, no, ker naštima frekvence, takrat, ko sem malo izven njih. Zelo verjameš v energije in to, si ena taka indijanka. Ja, ne vem, kar verjamem, kaj pa vem. Tako se mi zdi, da itak to področje neko, ki ga nekako, kaj pa vem, nočemo tako sprejetno, tako nam je še vse en voodoo, pa neki bav, ampak se vsak zase ve v bistvu, kva verjame, ne, pa tudi mogoče po kakšnih lastnih izkušnjah ve, koliko mu ta vera v neke stvari pol prinese dobre stvari v življenje, ne. Sej to ni nič kaj. Nobena znanost. Ja, pa z leti to malo pride. Tako, ja, pa z leti pa pač ljudi taki dobiš okrog sebe, ker nekako se lahko z njimi tudi to pogovarjaš. Zdaj, da pa prav na veliko to ne, pa pač se pravi, to je vsak zase mora vedeti. Ne. Intimno. Ja. Pa tretji predmet? Evo, ta je pa v bistvu kapca, no, ampak ni zdaj ta predmet tist, ker da mi je najljubši, ampak to, kar v bistvu predstavlja in sicer tile moje vzorce, ki so v bistvu nastale res leta nazaj, ko sem začela risati in še nisem znala v bistvu to iz papirja niti v program dati, da bi karkoli pač iz tega nastal. Tako da je nek simbol neke mogoče vztrajnosti pa motivacije, predvsem za ustvarjanje, pa zato, da dejansko lahko dosežeš neki, tudi če traja leta in leta in je mogoče neka taka malo bolj skrita želja. Ni bila toliko izpostavljena, no, ampak evo. Sicer rada ustvarjaš, ne? Imaš tudi blagovno znamko? Ja, no, sej to je ta blagovna znamka Varišana, ki v bistvu iz tega je vse nastalo. Kaj vse ustvarjaš pod to blagovno znamko? V bistvu začela sem s šalcem keramičnim, ki so pač tudi imele neke te poslikave, se pravi, to je takrat, ko še nisem znala grafično oblikovati ničesar, ker je bilo to samo v mojih rokah. Pa se je to preselili na reciklirane torbe, modne dodatke iz recikliranih cerat. Potem sem pa počasno prešla na zvočne slike, ki so sicer mogoče neka taka zelo nenavadna stvar, se pravi iz zvoka slika,
ki so tudi vsebovali seveda pač vse te moje dizajne in tako. Zdaj letos sem pa kopalke in obleke začela delati, ampak to je pa res čisto slučajno bilo, nisem v bistvu to nikoli nameravala, ampak ker babe rade pač imamo cune, sej to noben ne more reči, da ni res, ne. In jaz sem pač tudi te vzorce pač prenesla na tekstil in to je bilo tako bolj zame, kot zdaj, da bi nekaj ful delila. Ampak ja, so ljudje, ki imajo to radi in to je nekako spravim. Moje pleme se počasi ustvarja. Tako zanimivo pot te pelje življenje. Zdaj, ko sem se pripravljala na intervju, vedno nekako pogledam, če imam kakšno skupno točko z gostom. In sem odkrila, da smo hodili na isto gimnazijo. Res v Kranj? Ja, v Kranj, na Kranjsko. Wow. No, me zanima, kakšni so spomini na te čase. Res lepi. Na osnovno šolo ne toliko, na Kranjsko gimnazijo pa res lepi. V bistvu, če me kdo vpraša, bi šla še za kakšen dan nazaj. Res bi šla. Tako prav... Res sem imela fajn sošolce, počeli smo razne, ta prvi teden smo zažgali zaveso v enem razredu že, mislim, tako res je bilo, ni da ni, no. Smo bili kar gavnarski razred, ampak tako, na konc leta pa pridni in brez popravcev, tako da smo bili ta pravi, smo pa kar traparije počeli, ja, res. Pa si takrat začela razvijati ta svoj humor in nastopanje, to je že od nekdaj v tebi? Kaj pa vem, ne, v bistvu ne vem, če sem takrat... Ali pa sem, pa se niti ne spomnim. To bi mogli bolj druge vprašati tudi, kdaj. Ne, v bistvu jaz to sem začela v bistvu deliti toliko z ljudmi pred kratkim, ne. V bistvu prej sploh nisem, ker nekako sem bila po mojem toliko v teh sistemih, se pravi seveda te televizije, pa modelinga, pa to vsak te hoče nekam umestiti, ne, pa tako skozi je ta, vem, da mi je enkrat ena rekla, ti si preveč lepa, da bi takole govorila. Pač me je bilo to res tako, prosim, ampak to ti malo te, vsem hočejo v nek kalup dati in prej sem jaz dojela, da samo jaz sem jaz in če ne bom to, kar sem jaz, ne bom nič, ne. Je tudi malo trajalo. Pa si kdaj poskušala zakriti ta naglas, to gorenjskost? Ti je bilo narodno? Ma ne, to niti ne, ampak po mojem sem se naučila, da na začetku govorim bolj pravilno, a ne tako, če sem bolj v nekih uradnih okoljih, ker avtomatsko začnem tako govoriti, pa se pa malo sprosetim. Pa začnem. Ampak tista, takoj mi je odprla to pot. No, zanimivo. Dajmo. Kolegica mi je rekla, Tara je tista, ki da filtre v tiste gorenke čez video. Ja. Tako dobro monalno. In se mi različila, da to niso filtri, da to je pač gorenke. Da obstaja filter, ki popači. Mogoče pa ti tržna niša. Vidiš, dobro, ja. To ni filter, to sem jaz. Kmet. Tako si prepričljiva, da... Kako pa se je začela ta modeling kariera manekenska, to je tudi verjetno spontano? Na gimnaziji so me najdeli. Vidiš, ena punca je prišla in je rekla, bi bila ti mogoče? In jaz ne, ni šans. Jaz sem imela pa lase, nisem se hodila česati, ker je bil moj vzornik Axl Rose, Guns N' Roses, in sem bila res v gimnaziji, šmovje so me klicali, ker pač sem imela take lase. Pač bular je, jaz nam nikoli petu bula. Tako sem bila kar upornica, no. Pol so me pa prepričali, da naj pa grem na ta nek casting, naj pa grem. In se spomnim, da so me oblikali v bele hlače. Mami je bila takrat, dej pa počesi, pa zreki se. In pol so me vzeli in v bistvu so bili toliko prepričljivi, toliko so, da vidijo tak potencial v meni, seveda, ne, to ti pač tak vejo, kva mora reči, ne. In zašla bom na to neko šolo manekensko, nek tečaj hoje in neki. In to sem pa hodila skupaj z Nušo Lesar. Tako da tam sem nas poznala. In je bila ona zelo, so se takoj videle, da malo ne spadava mogoče v to okolje, prav spomnim se, res so bile tako, da bi letle delala. Pa ne vem, pa so se pa pač tako stvari odvile, da sem pač delala to, ampak večinoma sem najraje reklame snemala, no. Te neke modne revije pa to. To sem v bistvu bolj delala, zato sem lahko. Kako pa je prišlo potem do teh voditeljskih vlog? To se je pa začelo s popolno poroko. Takrat je bil, Boštjan Romih je to vodil, Najdu me, Jože, potrebuješ. V bistvu so iskali takrat neko hosteso v bistvu v oddaji, niti ne, ni bilo mišljeno neko sovoditeljstvo neki. In na sestanki smo se takoj ujeli, ne vem, tako je bilo takoj ta nek ta smeh, pa hostar smo itak gledali, ste videli, pa v bistvu je bil ta nek moment. Pa smo začeli delati in nekako tam
je tudi nekako, ne vem, so videli potencial v meni, so mi dali kar več in več teksta in tako. Se spomnim, takrat je prišel Denis Avdić kot nek gost in je prav rekel, pa dajte ji malo več, se bo. Tako res lušterno, so me zelo spodbujali, v bistvu sem imela kar srečo, tako da so me nekako, da so videli v meni to. Pol je bil pa v bistvu iz tega takoj pop-in. Takrat je Ota šla na porodniško, so eno iskali, sem šla spet na audicijo in evo, pa zvezde. Potem je pa korona. Pa je bila korona, Preprečila, ne? takrat nam je 4. sezono, eno oddajo smo imeli, pa konc. Pa sem pa v bistvu, ker si že televizije še to kuhinjo na kolesih imela, to je bil dober projekt, kaj jaz pa kuhna. Se nisem nič naučila. Ne, mislim, sem vse, ampak tako. Jaz sem raj tisti food truck vozila, jaz sem bolj za to. Ne, ampak lušen projekt, no, tako zelo. Tako da ja, to je to. Tako zelo, se kot kar sprej rekla, zanimiva pota, ne. Da ta korona mi je v bistvu pol dala veliko, predvsem velikega odmika, ne. In o tem, kaj v bistvu si jaz dejansko želim. Pa sem tudi to znamko malo bolj razvila, vse se je na Instagram predstavili in sem v bistvu bila prisiljena bolj biti jaz in bolj skozi sebe kazati to. In dobro je, tako da jaz sem hvaležna za korono. Na v te varje. Imela čas zase. Ja, res. Drugače, na drug način. Kje pa si zdaj s tem vodenjem, dobivaš kakšne ponudbe ali si čisto temu ustvarjanju? Ne, zdaj sem res zelo šla čisto nekako res čist druge vode. No, ok, naredim še kakšno prireditev, to siguren. To mi je bilo zmer fajn, ker to so neke take žive stvari, ko v bistvu nikoli ne veš, kaj se bo točno zgodil. Pač ja, imaš nek scenarij, slediš, ampak na teh dogodkih je vedno tako. Ne, marsikaj je lahko in je zabavno ponavadi. Razen, če mi izrecno ne rečejo, da se ne boš preveč šalila. Mi ni tako prijetno, ampak ne, sej. Tudi resne stvari znam odvoditi, sej sem v bistvu to večino delala. Tako da, kaj pa vem, kaj mi bo prineslo naprej življenje. Se prepuščaš toliko ali kaj manifestiraš, delaš plane? Ne, se tako zelo prepuščam, ker do zdaj mi je to v bistvu zelo dobro služilo. Ampak sem pa človek, da res se veliko stvari lotam. No, vse, kar mi nekako pride, probam. Tudi zdaj, ko sem ravno bila in mislim, da za 35 sem se odločila, da se bom naučila vse stvari, ki sem si jih želela, pa jih nisem probala. Tako sem dobila zdaj za rojsten dan longboard. Tako da to je zdaj ena naslednja točka, če se ne razbijem. V enem intervjuju sem zasledila, da te najbolj skrbi, da bi ti zmanjkalo časa, da bi vse doživeli. Kakšen je to strah? Ma to je strah. Ja, prav pred tem, da mi bo pač zmanjkalo časa za vse te stvari. Da mi bo zmanjkalo iti po svetu malo, pa doživeti stvari, pa ljudi spoznati, pa probati se naučiti vsega. Ful imam ta strah, res, prav tako neverjetno. Ampak po mojem zato, ker me toliko stvari zanima. Pa pol že malo ta tiki-taki, ne. Čeprav zdaj se počutim po mojem poreču v življenju mlajšo, kot sem. Vedno sem se cel življenje počula starejšo. Zdaj pa kar pol, me kar malo stisne čas. Kaj pa bo? Si pa že zelo zgodaj v bistvu odrasla, se osamosvojila, kdaj že v srednji šoli si šla na svoje? Ja, 17. Kako pa je do tega prišlo? Ja, to je bila pa tako neka družinska drama, ne. To se je pač čisto zgodil nekako, pač ja, nelik fleten, neprijeten. Ampak me je takrat v bistvu to nekako prisililo, da sem rekla, nič, jaz bom zdaj le spokala, pa bom kar po svoje začela živeti. In ja, na začetku je bilo itak težko. Stara mama mi je takrat veliko pomagala, da smo nekako sestavili te neke življenjske potrebščine, da sem jih imela, to je bilo to. Pa zelo hiter je to pri meni bilo tako, wow, vse to je pa dobro, ne. Sicer sem pač hitro mogla začeti delati, ne. V bistvu sem začela v slaščičarni, nadaljevala pa kar v nočnem klubu na Bledu, sem vstopnino pobirala. Tako med vikendi, ne, sej tak nisem mogla drugače delati. Dejansko si bila sama finančno odgovorna zase? Ja, se pravi, na začetku mogoče par mesecev toliko, da so me nekako ufurali, pa mi je kar šlo, no. Tako, kaj itak, ne vem, včasih bi tudi drugi časi, ne, za vikend sem delala, toliko sem dobila njih napitni. Res je bilo tako, sem kar veliko zaslužila, no, pa sem šla takoj delati, takrat od mami firma, ona je tam delala, sem v bistvu zalivala, z neko mašino sem delala, sem te lečke, ki so te napisi nad avtocestami in nad
na cestninskih postajah, ki so te avtočki, puščice, Ja. ki so svetleče. Ja. To so v bistvu svetlobne table, ki imajo neke plastične ledice not, katere v bistvu moraš neko silikonsko maso zadnji zaliti, da potem pride vezje not. In jaz sem to delala tako. To je bilo tako usrano delo, res usrano, ampak je bilo plačano na normo. Se pravi, tok pa tok narediš, se ti to pomnoži. Ni važno, koliko časa to počneš. Ne? In sem jo jaz 6krat presegla. Jaz sem tok se zvežbala, muska in sam tista stopalka in zuzuzuzu. To je bilo noro. Koliko v bistvu je bilo to takrat denarja, ne, v bistvu. In evo, sicer ni dolg trajal, nek so pa je pogruntali, ne, da se jim ne splača. Ker pač ja, ne, to je bila stvar, ki je bila tako zastavljena, no, ampak se spomnim, sem bila čisto umazana od tistega, ker ni šlo dol, ne, pa to so bili časi tega manekenstva, ko sem to začela delati. Dva zelo različna ekstremna. Zelo čuden, ja. Sem me pudrali tako orang, nekaj s temi rokami. Tako da ja, zanimivo. Pa je bilo bolj splašano to ali manekenstvo? Ja, kar to, res to ti povem. Sicer po ena reklama zmagala, mislim, da je ena moja prvih za nek francoski trg, se je po to prodal. Takrat sem prav še, takrat sem še živela v bistvu z mami, ker so prav tako denar dali na mizo, ki je bilo v bistvu več kot, ne vem, 3-mesečna najemnina, ne vem, nekaj tacga takrat. Tako da, ampak ja, so pa pač to dali v najemnine, tako, ampak takrat je bilo to drugačno. Omenila si mami, z mami sta pa v zelo dobrih odnosih. Ja, ja. Vedno jo rada omeniš, še tvoja zaveznica. Ja, ja. Pak v bistvu, ko so šli na razen, so postali pol. Aha, še je bilo to potrebno, da ste se zbližali. Ja, ko sem pa odraščala, so bile pa si skozi v laseh. A si bila naporna najstnica? Mislim, malo sem bila upornica tako, ampak ona je bila kar zelo stroga do mene in sem ji zelo, zelo hvaležna za to. Takrat ti tak mi je šla na živce, ne? Ampak me je naučila res biti tudi pol, ko sem se v bistvu mogla odseliti. Ja, če ne bilo ni prej, da me je tako vežbala, ne, biti, se pravi, in stvari zrihtati si, popraviti, ne vem, tako biti res trdna, ja, ne preživela tega, ne. Tako da je to zelo v bistvu zanimivo, koliko mi je dala, v bistvu, kaj je bila to zatežena, mislim, se ni bila spet toliko verjetno, no, ampak sem si kar upirala, ja, ampak na koncu je tako vedno mati zmaga, ne, je prav. Ni bilo neke permisivne vzgoje. Ojoj, ne. Ni bilo. Mislim, ni me zdaj tepla, no, da ramo. Ampak ja, me je tako kar naučila biti in se postaviti zase in tako biti. Se znajdati v bistvu v življenju. Tako da, dobro je to. In kako se danes znajdeš, kaj Tara Zupančič počne danes za sprostitev, veselje, razen teh stvari, ki si jih naštela? Ja, evo, ja, motor, narava, no, skušam moj. Kuša bi bil v bistvu tisk, ki bi ga mogla pripeljati zraven, ne, sam in pač pitje, ne. Indi, ne? Indija, ja. Z njim greva kar veliko okrog, pa on mi daje res nek tak reset v življenju, tako, res je neko tako veselje, saj pač živali nam to prinašajo. Tako da to, ja, motor, čist tako enostavne stvari, no, sploh ni neke velike filozofije v tem. Glasba, prijatelji? Ja, dober, itak, to tudi, ampak se pravim, to je se rada družiš, žuraš? Ja, seveda. Sem videla, da zabava z rojstnani je bila kar? Ja, je bila kar pestra. Ne, meni velikrat rečem, da sem en tak social butterfly, ampak res v teh, ker sem v okolju svojih ljudi, ker se dobro počutim, sem res, da zadnja grem dam, pa ponavadi sem jaz DJ, pa tako, res tak, ne vem, ampak imam pa po drugi strani tudi zelo rada samoto in mir. Tako da rabim te dva balansa, neko ravnovesje v življenju. No. Kako pa si se znajdla potem, ko si postala prepoznavna? Ti je to bilo všeč, ti je godilo? Kako imaš del odnos do te prepoznavnosti? Na začetku, ja, mogoče, čeprav sem zmer s časom, tako sem se ful spraševala, zakaj sploh to rabim. Tako se mi zdi, da so to, ta neka težnja po izpostavljenosti, se mi zdi, da vedno izhaja iz neke notranje bolečine oziroma nekega dokazovanja. Ne. In mogoče to, ja, da mogoče sem imela skozi občutek, da nisem dovolj dobra in da se moram kar dokazati vsema. Ne. In nekako na poti do tega sem v bistvu to malo dojela in potem sem začela to nekako drugače. Se pravi, da nisem iskala, koliko mi to ego fila, ne, ampak bolj koliko mi fila srce. Ne. In potem sem ugotovila, da me veliko stvari fila samo ego. Ker je begane, tako se pa zgodi. Ne.
Tako da zdaj delam na tem, da v bistvu delam stvari, ki mi v bistvu polnijo bolj srce. In nekako ta spet ravnovesje je mogoče v tem medijskem svetu malo težko najti, ampak ga lahko najdeš na tak način, da v bistvu res ti in da ti izražaš tudi kakšne stvari, ki se ne pričakujejo od tebe. Ne? Tako kot cela ta, ne, jaz moram biti lepa, pa lepe stvari govoriti, ne, pa lepo. Ne. Ja, ni čistko, ne. Tako da. Mogoče na tem področju imam še kaj za narediti, ne. Sploh potem, ko bojo mogoče prišle kakšne priložnosti za spet delati recimo nekaj v tem svetu na tak način, takrat se pokaže, kako si se naučil. Ne. Pa vseeno, koliko ti pomeni ta Instagram skupnost, to potrditev ljudi, verjetno ti nekaj, ne? Ja, zdaj mi več, zato ker res izražam tisto, kar sem in tisti ljudje, ki mi sledijo in ki me spoznavajo, res vem, da me zato, ker res mene spoznajo. Ne. Prej mi v bistvu to čisto nič ni pomenilo, tako res mi je šlo na živce, v bistvu tudi tako, sploh nisem razumela tega koncepta, zakaj v bistvu je to treba. Pa še zdaj se včasih najdem, da sem tako malo dinozavrna v tem, tako da se moram v bistvu prav dej kaj, ne, deli, ker me pač ljudje res spodbujajo k temu, v bistvu ta moja skupnost, velikrat me kaj sprašujejo, pa deli svoje mnenje, pa tako, ne, jaz se pa kar si mislim, joj, pa kdo me posluša, ne. Veš, tako imam še kar ta nek problem s tem, kaj ne vem, je to problem. Ampak je lepo, ko pa dobiš feedback in vidiš, da se v bistvu ustvarja tudi na ta način to neko pleme, ker ti v bistvu zaupa in ti v bistvu tudi njim. Si pa ena taka ambasadorka gorenščine, vse. Je ta skupnost bolj gorenska ali odpiraš ta dialekt še ostalim regijam? V bistvu opažam, da kar odpiram, ker so tako res, kaj to pomeni, to prvič slišim in to mi so res zabavno. Pa dobro je, kaj ljudje iz drugih področji Slovenije mi napišejo, kako pa oni kaj reče. Tako da se tle kar znakaš. Moje izobraževanje. Ja, si pa prej omenila Hostarja, tam se je v bistvu začela ta promocija klene gorenščine. Kako pa si tja zraven prišla? V bistvu, tam so mi dali pa vlogo ene zoprne Ljubljančanke ali kaj. Ravno nasprotno. In so tudi mene ljudje dolgo tako dojemali, ne, lik zaradi tega. Tona je res, tako res narobe, ne. Ampak ta Danaja, v bistvu se je res ljudem tako vtisnila v spomin, da še zdaj včasih grem na pumpo, mi kdo to reče. Mislim, ti kdo reče, kdaj pa rebrca prinesem? Itak, a veš, ampak vse to je dobro, ne. Sam, ker res so me ljudje čist narobe, ne. Ampak oni so začeli to zelo. Kako ste prišli skupaj? V bistvu smo na Bledu vsi odraščali, ne, oziroma z Matevžem, so bila soseda, ostale sem v bistvu spoznala nekako prek njih, tako, čisto smo se, to je ta blejski konc, tako smo se. Sem pa, mislim, da video spot za John Doe, ta band, mislim, sem najprej za to snemala, poj bil pa Hostar, tako da smo se tam nekako, kaj tudi oni so bili v bistvu produkcijska ekipa, ki jim je to delal, pa smo se pa kar. Pa je pa še ta Bahir in Zahir, to je Bela cesta, tam smo en teden skupaj snemali, to je bilo res smehano. Ta proces je bil res. Kako pa to, da se nisi pojavila v filmih? Nekaj smo posneli, ampak niso uporabili. Za prvi del, ko so imeli itak ful preveč materijala, to je drugega. Tako da je v bistvu noč samo moj glas, tam po telefonu, ko govorim z mojim fantom, se ne vem, ga takrat že pstim, ali se ne vem, ko, v glavnem. Nekaj, to je to, no. Ja, pa Danaja nekako je odšla in ni več. Ni več. In tukaj je Tara. Ker ne bo tam je. Pa so oni takrat zahtevali, da si taka zafnana Ljubljančanka. Ja, to je bila vloga, ne. Rabimo eno takole, sem bila takrat še čist blond. Ja, prav ne, pa smo pa posneli. Sej. Ta igra, ne, mi je bila zmer blizu, v bistvu. To imamo v krvi, ne. V familiji. Milena pač je. Zupan. Ja, ne, najboljša slovenska igralka. V bistvu se je smešen, mrzla teta. V redu, teta. To je zmer smešen, ker reče, kako mrzla, se še nisem, ne. Pogrob. Moja mami ni njena sestrična, tako, da se bolj jasno to ve. Po kom pa imaš ta izrazit smisel za humor? Po mojem star Moatu. Je bil zabolet. On je bil pa, res je bil. Njegova 80-letnica je prišla čez cela vas, pa še gorje, pa še ne vem kdo. On je igral na Muki, ta lončeni bas. Tudi je imel svoj nek band,
ki ga je sestavil iz teh na ribežan je en igral, tako so imeli te stare inštrumente. Tudi z njim sem hodila tekmovati z oldtimerji, se pravi z lesenimi smučami. Ja, lesene smuče, v bistvu čisto po starem, tako ko so včasih smučali, so prav obstajali neke tekmovanja, ne vem zdaj, če še to sploh obstaja. Ja, velike nahtrapari so skupaj počela, res on je bil res tak, ta pravno, ko po mojemu tamno. In že prave genetije. Te pravi, dobre. Zdaj, mi dve sva počasi prišli do konca pogovora, hitro je minilo. Ja, hitro. Jaz za konec vedno pripravim 3 naslove, ki bi jih mogoče lahko brali v mojem gostu v medijih. In pokomentiramo, če je možno, da se bo to zgodilo. Okay. Prav malo ne povem prihodnost. Ali pa tudi ne. Torej, prvi naslov je takle. Tari Zupančič uspel veliki met, njena blagovna znamka osvaja Evropo. Si želiš, da bi šla Varišan? Ja, čez meje Slovenije v svet? V bistvu je že šla. Res? Ja, letos sem dobila priložnost v Grčiji na Krapatosu, v enem surf shopu. V bistvu paralelka iz gimnazije. Se tam ukvarja? Ja, prijatelj ima tam surf šolo in trgovino in evo, tako da v bistvu prvi korak je narejen. Aha, si že? Potem pa čez lužo še. Ja, no, dobro, ja, to pa pol. Izven Evrope si rekla. Ne, Evropa. Okay, samo to že začenjaš, si že na pohodu. Počasle. Drugi naslov je takle. Čarobni dan slovenske voditeljice, sprehodila se je do oltarja. Saj si vedela, ne bova mogla mimo tega. Joj, se ne vem. A imaš želja, to pol počasi ugasne, so drugačne? Ja, po mojem se vsaka punca to po mojem želi. Kaj rečejo zaradi obleke? Pa kje se toliko poročnih oblek že imela na sebi, da v bistvu se ta moment pol kar mal, ne vem, ni pol toliko poseben, kar se tiče obleke, no. Pustimo, kar se tiče ženin, a ne, to je drugo. Ampak ja, mogoče se pa zna zgoditi, ampak joj, vidiš, to gre čas hit, pa kar nekako smo to pozabili, ne, na te neke, tako se nam zdi. V bistvu, tako bom rekla, jaz bi se poročila zaradi žurke in zaradi tega, ker ko pošlješ vabilo vsem tistim, ki si jih želiš videti, jim zmanjka trapastih izgovorov, zato da ne bodo prišli. Če pa ne pridejo, pa res niso prijatelji. Pa še darila dobiš. Malo gorenke pa možeš. Ja, malo gorenke pa dober. No in tretji naslov. Glasbeni debut Tare Zupančič s slovenskim glasbenikom posnela duet. Ne, po mojem to pa sem ne bi šla. Pa kaj pa vem, no. Po mojem to je neko tako področje, ki ga pripuščam daj tistim, ki imajo res velik talent. Jaz sem zelo rada muziko, tudi kitaro se učim, oziroma sem se pač začela učiti. Probala sem tudi tako, kdaj kaj zapet, ampak je tako. To je stvar, ki jo moraš res vežbati in res želeti in posvetiti. Res čisto vse, ker pač vem, živim z glasbenikom in se pravim, ja. Pustimo to tistim, ki imajo res velik talent. Okay. Torej, stvarjanje, ampak ne glasbeno. To pa samo za dušo. Ne vem, mogoče razen, če bo to del njega šova. To pa mogoče, no. Ker to pa ljudi pa rada zabavam. Ja, to pa je. Radi tudi te spremljamo, kako nas zabavaš. No, Tara, najlepša hvala, da si vzela čas. Enako. Želim ti, da še naprej širiš to gorenjsko dobro voljo. Mogoče boš prej zdaj filter naredila. Kolegice povedati, da si prava gorenjka. Najlepša hvala in res hvala. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.